Za življenje. Za življenje. Psiholog dr. Andrej Perko in doktorica Verena Perko. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa tudi gostoma, to sta zakonca Perko, dr. Andrej in doktorica Verena Perko. Dober dan in dobrodošla. Dober dan. Dober dan. Ko smo se dogovarjali, o čem bi govorili, je Verena predlagala eno tako, skoraj da iz arheologije povlečeno temo, to zato, ker so tudi besede nekako malce stare, neminovne dobrobiti. Verena, kaj naj razumemo pod neminovne dobrobiti in zakaj naj bi to obravnavali? Ja, cel naslov se je glasil neminovne dobrobiti žrtev. In sicer tistih, tukaj je bilo mišljeno, ki celo življenje igrajo vlogo žrtve. Ja, da pa zakaj peva k izrazom? Dobrobit je tisto, kar ves čas pravzaprav uporabljamo, tujko, bonitete, pa kaj še ne vem kaj. V bistvu je pa to lepa, krasna slovenska beseda, ki ne bo več arheološka, če vas smem popraviti, ko jo bomo začeli uporabljati. Dobrobit, neminovno pa tudi. Rekla, to je s tem, kar rečemo, kako že, trajna je seveda druga beseda, ampak drugače se še pa reče, kaj se še uporablja, zdaj besede, mi ne pride na pamet, ampak bom rekla, neminovno je tisto, kar se pravzaprav nikoli ne premine. Tako ne, jaz sem vesela pravzaprav tega navdušenja, mogoče pa tema sama ne bo tako navdušujoča za vse, kajti vsi v nekem trenutku z navidezno žalostjo prevzamemo in z navideznim trpljenjem, ali pa tudi s pravim trpljenjem, prevzamemo vlogo žrtve in od tega imamo neminovne koristi ali pa dobrobiti. O tem bi bilo pa treba govoriti, kajti o tem se malo kdaj govori. Doktor Andrej Perko, z psihološkega vidika, kaj predstavlja to, če človek prevzame vlogo žrtve, pa recimo, da mu ne bi bilo treba prevzeti te vloge, da bi se moral v življenju drugače zboriti za svoj obstoj, za svoj način življenja? No, to je glavni problem, več ali manj pri ljudeh, ki imajo težave. Da v večini primerov gre za to, da igrajo vlogo žrtve, nezavedno, in resnično trpijo, kot je prej rekla, dejansko trpijo. Tukaj gre za neke scenarije, ki jih, po Jungu bi rekel, starševske komplekse, ki jih nosimo v sebi, ker dejansko najbolj pomembni ljudje v našem življenju so naši starši, najpomembnejše osebe. In oni, pravzaprav preko njih se mi oblikujemo. In kako oni nam pravzaprav privzgojijo to občutek dolžnosti, krivde in tako naprej. In mi to posrkamo in postanemo v nekem smislu žrtve tudi v odraslem življenju. In potem je treba seveda to preseči, v sami ali terapiji, ali v življenju in tako naprej, ker dejansko kaj pomeni biti žrtev? Da ne sprejemaš odgovornosti za svoje življenje. To je bistvo. In tukaj je tudi odgovor. In je treba, kot reče Hollis, to je neka nova knjiga, ko ravno kar berem, Kriza srednjih let, James Hollis, krasna knjiga, ker je jungovski psiholog, ki ravno tam razloži tudi ta moment, da pravzaprav je treba oblikovati novo identiteto in staro zapustiti. Se pravi, to vlogo žrtve zapustiti in sprejeti vso odgovornost za svoje življenje na svoje rame. In tukaj potem pač ni izgovora, vendar to ne gre tako z nekim razumnim procesom, ker če to bi kdo pa hoče trpeti, Tudi tisti, ki igrajo vloge žrtve, tega nočejo v nekem smislu globoko, vendar ne morejo zapustiti tega sporočila, ki je globoko v njih odtkano. In seveda potem je potrebno nek preokret, neko ne samo razumno in razumsko spoznanje, ampak neko notranjo spremembo. Dejansko smrt prejšnje identitete lahko šele vodi v novo identiteto, ki jo potem aktivno oblikujemo.
In dostikrat sami tega nismo sposobni. Doktorica Verena Perko, vi, ko so bili otroci majhni, pa je bila kariera, a ne vseh hkrati, ste se kdaj počutili morda kot žrtev, ker imate toliko na svojih ramenih? Ja, kar naprej, ne. Ja, pa tudi ve se, kdo je bil krivc, ne. Nekaj tle ni debate. Dejansko sem to zavestila šele mnogo kasneje, a ne. In v tistem, to trpljenje je neizmerno. Ne? V resnici, tako kot pravi Andrej, zelo trpiš, a ne? In seveda daš to tudi vsem vedeti, jasno in glasno. Ne? In tukaj nesporno, ne? In prva dobrobit je seveda ta, da se vsem smili. Ta uboga ženska, ne, ki je, čeprav se vsi vemo, si mož je še kar dober, ampak očitno ne tako zelo, drugače ona ne bi tako trpela. Ne. In potem, ko to ozavestiš, jaz se strinjam, da je to podzavedno, se strinjam, da ni stvar samo razuma, vendar je tudi stvar odločitve in predvsem, da je treba najprej ozavestiti. Seveda pa ne ozavestiš sam pri sebi, ker tega pač ne moreš, ne. In tudi, če je meni karkoli mož rekel, ne, seveda tega ne slišiš, to mora nekdo drug slišati, kaj bo pa on vedel, ne, se vsi vemo, kako je to, ne, rekla, žal, ne, in rekla, in šele potem, pravzaprav, ko gledaš druge, in jaz sem imela tam neizmerno, rekla, res priložnost, ne, da je bila res milost. Videti v procesu, ker sva bila zelo dolgo pri dr. Uglu v terapiji, ampak potem tudi iz primerov, iz prijateljev, potem pač vidiš ta vzorec, dokler ga pa ne prepoznaš, ga pa ne vidiš, ne. To je tako, kot zvezde gledati, ko ne povabo en prijatelj po noč, ne, gledati z, kaj je že ta? Teleskopom. S teleskopom, ne, midva sva mislila, da bo vse gor že napisano, kaj in sva videla samo milijardo tistih, a vidita to? Ja, sva delala, čist nič nisva videla. Ne? Ampak moraš biti pameten, ne? In tako smo vsi pametni, ne vidimo, ne prepoznamo. Ko pa na drugmu prepoznaš, potem prepoznaš tudi pri sebi. In če gledamo nazaj, ne? To je zelo tipičen vzorec, no rekla res, katoliške družbe, pa ne v slabem smislu, a ne, ker je toliko dobrega, ne, da so te naše mame, ko se reče cankarjanske mame, pravzaprav nenehno bile v vlogi žrtve. Ne? In ko sem gledala pravzaprav ženske, celo tako moram reči, in potem sem bila pozorna, da ko se ponudi priložnost, da bi to vlogo zapustila, ne, in da bi nekaj naredila zase in predvsem naredila tudi nekaj za druge, a ne, ker to je neznosen jarem, ki ga sploh ne opaziš. In če je nas, recimo, v mladosti in kasneje in tudi še zdaj pravzaprav tako pritiskalo toliko huje naše otroke, ki vstopajo v popolnoma drugačno družbo, ne. Ne, te ženske so rajše, velika večina, ne, se naredile, rekle pravzaprav, pogledale drugam in vztrajale na tej poti žrtve. Ne? In mučeništva. Ne? To je res tista krona, a ne, ki pa, da rekli, ja, zakaj katolištvo, ne? Ja, se tudi krščanstvo pravzaprav pravi, ni nesmiselnega trpljenja, ni tega, ni onega. Ne, to je napačna razlaga. Ne? Mogoče bo Andrej to bolje razložil. No? Čakaj, bolje razložil, ampak mi gre takole, ne? Biti žrtev pomeni tudi, to je en krasno mi je en psiholog, ki je pri meni v skupnosti napisal, da pravzaprav vzdrževanje tega vloge žrtve pravzaprav vzdržuje iluzijo nedolžnosti človeka. Ne? Prav, nisem nič kriv, ne? Jaz sem nedolžen ob tem, ne? Jaz sem samo žrtev in ne morem nič napraviti, to pomeni. Ne? In tukaj je ravno v temu, da gre za to, da je tukaj to en hud proces, ne? Preobrazbe, da človek lahko spremeni. Predvsem imajo ženske tle težave, bom rekel. Pa ne bi, da bi zdaj ženske, ne vem kaj, da bi v nič zajel in tako naprej. Ampak ko bi, ste ponavadi je tako, moški redko iščejo, saj včasih je bilo tako, neko pomoč. Moški imamo druge ventile, oziroma ali se stepejo, ali se zapijejo, ali karkoli tazga in razbremenjujo svojo notranjo stisko.
Pri ženskah pa ni tako, ker imajo drugo vlogo, tudi matere, otroci, obremenitve grozne, zdaj v tej družbi morajo biti tudi karijere morajo imeti napravljene in tako naprej in so dvakratno, trikratno bolj obremenjene in seveda je tudi stiska in tudi težave veliko večje. In ko pridejo v nek proces urejanja ali odnosov ali karkoli že to je, ponovadi je to v zadnji odnos, ali to alkoholizem ali kaj drugega, se vseeno, v zadnji je odnos, ki je na preizkusu. Ženske, ne moški. Te alkoholiki, tudi moški se hitro, racionalno, tudi bolj, če bi rekel, po moško, odločijo za neke spremembe. Ženske pa zelo težko. In ko bi morale, ko so pripeljale urejati, narekovaj, kot žrtev, je kriv konko moški, da bi naprej rekla, ne mož je tisti generalni krivc. In ko bi bilo, ko prije do procesa, da mora tudi pri sebi napraviti korak naprej in tudi to žrtev sklatiti, se pravijo, se ji odpovedati, tega niso sposobne in zapustijo terapijo. Zapustijo skupino, zapustijo in tako naprej, ker one so prišle urejati moža, ne sebe. To je v večini primerov, da tudi obratno, ampak redke je zelo to opažam, to razliko, in potem zginejo. One zginejo in tudi potegnejo tega moža ponavadi s sabo, ali pa može ostanejo, do ločitev je že prišlo lahko zaradi tega in tako naprej, ampak niso tega, veliko manjši meri so sposobni tega upogleda in pravzaprav pogleda že še, ampak ko je to je bolečina, veste, spreminjati svojo identiteto, kot sem prej rekel, na novo vzpostaviti, to je huda bolečina, ker se sooči sam s sabo in svojimi napakami, svojimi neumnostmi in tukaj ni skrivalenc, tukaj ne moreš blefirati. To pa je bolečina in redko kdo je pripravljen, veste, na ta korak, ker rabiš ogromno poguma. In tukaj lažje je pač zobati antidepresive, anksiolitike in tako naprej. In seveda tako farmacijo zadnjo, to živi medicina, to tudi propagira in tako naprej. S tem bomo, seveda je nevroznanost, to zdaj sploh, da možgani so problem, se nisem jaz skriv, možgani drugače funkcionirajo in tukaj se pravi zaradi vseh teh hormonov in tako naprej, imam jaz težave. In potem seveda z farmacijo bom to uredil, ker je pa velika laž oziroma velika prevara. Ja, rekli ste, da je to, da ohranjamo to vlogo žrtve, nekako, da ohranjamo iluzijo nedolžnosti in v tem se človek dobro počuti, če reče, ne, jaz sem nedolžen, drugi so krivi, ampak koliko pa dejansko plačamo za to, da nekateri pač vse življenje igrajo to vlogo žrtve, koliko trpi potem tudi okolica, ker recimo mama ni pripravljena sprejeti neke svoje odgovornosti, narediti res, poiskati pomoč, ustvariti novo osebnost. Ja, zdaj, če jaz lahko rečem, rekle, ustvarjamo nove žrtve. Zato, ker so seveda spet vloge porazdeljene in se ve, prvi otrok je to, drugi otrok je so napisane debele knjige o tem, ampak če ostanemo pri tem, rekle, dejstvo je, da se o tem žal nikoli ne pogovarjamo. In tudi, ko to omeniš, vidiš, takoj, to sem že večkrat poskusila, rekla, ljudje, ki smo si blizu, skočijo v luft in ne mi reči, da me jaz kakršno dobro biti, da celo življenje trpim, celo življenje garam, pa moja mama je bila žrtev, celo polk uporabi to ime, potem šele pravzaprav postane pozoren. Jaz sem prepričana, da marsikje bi lahko to, če bi ozavestili in se pogovarjali o tem in osvetlili, bi marsikje lahko stvari v veliki meri popravili, preden pride do popolnega poloma, ko je treba resnično iti v neko terapijo. Ker je to, kar je Andrej rekel, seveda od zadaj nam vse to pomaga, prvič, seveda tudi ne samo psihične težave, ampak gre za depresije, kar smo priča današnji, ampak bi rekla tudi fizično, zbolevajo ženske, se jih to prijemlje, so bolj občutljive. Jaz se spomnim teh razlag iz moje mladosti, ko se je reklo na Primorskem, jaz sem prav z
rekel, vse se me prime, ne? Ja, zakaj se te prime, ne? Zato, ker, rekla pravzaprav, daš jasno, da klecne telo, ker ne more prenašati tega ogromnega tovora, ki nas prisiljuje, da ne živimo, nam preprečuje, da ne zaživimo svojega pravega jaz, tistega, ki nam je dan, rekla res, kot kristjani smo, imamo nalogo poiskati, udejaniti tisto svojo, ta pravo podobo. Ne? Rekla, tisto, kar smo bili ustvarjeni, ne? In imamo tudi pomoč za to, ne? Kar nam daje, ne? Če bomo res se vprašali sami pri sebi do neke mere, ne? Pravzaprav nam pride tudi odgovor nasproti. In tle žrtve seveda so vsi, ne samo otroci, vsi, ki so v našem krogu. Isti model se prenaša potem v službe, isti model se prenaša med prijatelje in tako dalje, in se ga zaliva. In kdor ni pripravljen stati nam ob strani, ta je izločen. Ja. Zdi se mi, da velja nekako tako, Andrej, boste vi potrdili ali pa ovrgli to misel, da dlje kot se človek izogiba temu, da bi nekako samega sebe spravil na površje in živel tisto, kar je vanj položeno, dlje potem traja nekako korekcija tega. Ja, seveda, teže je, prej se lotiš problema, lažje je rešljiv, pri 60-ih, 70-ih letih je vprašljivo. Ali se splača, recimo, pri 70-ih? Se. Vedno se splača ta korak napraviti, ampak verjetno pri teh letih že življenjska energija malo peša in tako naprej. Ampak ne, to niti ni tako bistveno. Seveda je problem tukaj, jaz ga vidim zlasti v slovenski družbi, ker so matere silno močne, kljub vsemu. Zdaj, s tem feminizmom dobro je še dodatna zmešnjava postala, ker so ženske možače postale in se moški z tega umikajo z tega klinča, in potem tudi teh moških ni in so jezne posredno na moške in te otroci, ki rastejo v družinah, kjer je mama močna, kaj to pomeni za njih, to je dejansko, tukaj gre v veliki meri, doktor Ugal je rekel, matere uničevalke. Danes govorimo o teh, se pravi, o psihološkem incestu. Dejansko ne znajo spustiti svojih otrok in to svojo žrtev prenašajo na otroke. Jaz sem revca, in dejansko potem predvsem sinovi stopajo v nek partnerski odnos, morajo stopiti nezavedno v navednicah, svojo mamo, ker tam ni očeta, ki bi bil vertikalna avtoriteta, ker bi tudi porihtal mamo tako, kot se spodobi, da ne dela neumnosti in da je sposobna otroka poslati v življenje, v svet, ampak ga drži kot kokla pri sebi. In se to smo že večkrat govorili, do 34 leta menda, so sinovi v mama hotelih v Sloveniji, ker se to pač, ne samo to, da je materialno to boljše, pa da tako naprej, ampak jih ne spustijo jih, in jih držijo pri sebi. In so matere na eni strani žrtve, in hočejo biti te žrtve, na drugi strani umaknjeni očetje in te sinovi so tako mamini sinkoti. In niso sposobni nekega življenja samostojnega in tako naprej. In to je začaran krog, ki se vrti. Ja, jaz bi tukaj dodala, ne samo sinovi, čeprav je res, kajti uboge mame, bolehne na koncu, ki trpi celo življenje, ki je bila popolna žrtev vseh, nič ni mogla storiti, se razume, da ji more in sin je dolžan stati zraven, da jo bo podpiral v vsemu. Ampak, če imamo zraven še druge člane družine, slej ko prej, pa eden od teh članov družine postane kanta za smeti, tako imenovane. In to so ponavadi hčere. To je tisto, ko ni, mi na zunaj ne upravljamo, mi druge babe upravljamo, mi pa ne, naša družina pa ne. Teh modelov poznamo polno. Znotraj družine pa se pravzaprav med starimi materimi in hčerami vzpostavi nek zaupen most, kjer bo potem tista hči pravzaprav izvedla vse tegobe tega življenja. Kako ji oče ali mož ni pustil tega in tega, kako ji je preprečil to in to, kako je bil tak in tak, kaj vse je grdga naredil, kako vse je ona morala trpeti in tako dalje.
Tako ste me vprašali, ne? A se splača pri 60, 70 še to narediti? Se neskončno splača. In sicer zato, kaj ti stara mati lahko tukaj prepreči, lahko preseka, lahko neha s temi zgodbami, zavestno se odpove in gre v spovednico, če že mora. Ne pa, da pomaga pravzaprav zliva te pomije, to pomeni zastrupljati neko bodočo mamo, ki bo seveda delovala na enak način. Jaz sem prepričana, da je mnenje v Sloveniji o naših materah tako zakoreninjeno. Moja stara mama je znala reči, da je mamo treba spoštovati, če je bukov štor. Ja, niste slišali še tega, no? V vsakem primeru spoštovati mamo do konca, ne glede na to, kako igra svojo vlogo, ali žrtve ali ne žrtve. In to, da mati recimo oklepa sina nase in pri tem misli, da je zadaj ljubezen, to je ena velika zmota, ne? Ja. Tragična zmota, kajti s tem pomeni, da pravzaprav, bo Andrej dodal, ampak s tem pomeni pravzaprav prereže njegovo razvojno pot, mu onemogoči, da bo postal ponosen, greha vreden moški, za kar smo poslani na vse zadnje, zapustila bosta očeta in mater, združila se bosta v eno, ne more, če je pa privezan na to mamo, ki vsak hip umira. Se spomnite teh raznih zgodb in tako dalje, kako točijo mame krokodilje solze na porokah, in tako sinovih, hčerinih. In po drugi strani seveda tudi v sami biti že zastrupi mlado dekle, ali pa celo več otrok, ki vsi neke vloge tukaj prevzemejo. In ni res, da mamo je treba spoštovati in se strinjam s tem, je treba spoštovati, vse zadnje smo življenje dobili od njih in mnoge dobrobiti, da spet uporabim. Ampak to še ne pomeni, ker jih spoštujemo tudi sebe, da ne smemo kritično in dostojanstveno pravzaprav tudi pravice povedati. Tukaj smo pozvani, tudi Kristus, enkrat je pustil še levo lice, drugič je pa rekel, zakaj me tepeš, povej, če sem kaj napačnega storil. In smo pozvani na enak način. Ja. Doktor Andrej Perko, ali vi mislite, da imamo samo Slovenci to težavo, ali da jo imamo mi bolj izrazito, ali drugje to bolje odpravijo, kolikor vem, so v Italiji tudi hotel mama do 30-40. To je univerzalen problem, verjetno. Zahodne družbe, ker vzhodnjaki imajo to zelo jasno moška vloga, ženska, čeprav to za našo civilizacijo ni sprejemljivo, kako tam gre Saudska Arabija in tako naprej, talibani, ampak te moški imajo čisto drugo vlogo, ampak to ni toliko pomembno. Ja, lejte, ta zahoden svet je takšen, kot je. Bog pomaga in druge države imajo ravno tako, sej tudi literatura izhaja, ameriška, zahodna literatura o tem ogromno piše, pripoveduje in tako naprej, da to ni samo sam problem Slovencev je, da se nas je malo, nimamo kritične mase, ki bi lahko to presegali na vseh področjih, ne samo v tem družinskem, patološkem, če hočete, tudi na političnem in tako naprej, da vse vidite, kaj se dogaja pri nas. Ta kritična masa je tista pomembna, ki daje pravzaprav to življenjsko energijo in moč narodu. Pri nas pa tega ni več, to je problem. In potem takšni problemi toliko bolj so uničujoči za eno mehno družbo, tako kot smo Slovenci, pa še zginevamo kot takšni. Zdaj ste me spomnili na koncert, ki ga je imel Marko Perkovič Thompson, ki so ga naši mediji označili za fašista, nacionalista in kar je še hudega. Na tem koncertu se je zbralo 504 000 ljudi, se pravi, kupili so karte, nekaj 100 jih je bilo še zunaj, gledali so z raznih mostov in tako naprej. Hrvati izgleda, da imajo to neko kritično maso. Ja, nedvomno večjo kot Slovenci, ker mi smo svojo to inteligenco, intelektualce in tako naprej smo jih v rogu in pa izselili so se. Dejansko to tudi v tem, ko govorimo o Gazi in tako naprej, o Srebrenici, o genocidu in tako naprej. Mi smo imeli svoj genocid, tudi
po vojni, velik genocid. Za to majhen narod, ki je toliko in toliko tisoče ljudi bilo ubitih in toliko tisoče izseljenih. To je tudi genocid. Ali rodomor, slovensko besedo. V nekem smislu. In nimamo ta kritična masa, je ni več bilo in tudi še zdaj se to pozna, ta bolševizem v naši in komunizem, ki znova prihaja čez vrata v našo deželo, ki je to načrtno, se vidite, načrtno dirigirano od ozadij že od naše osamosvojitve. Samo tako zdaj po 30 letih se pa to že niti skrivajo se več, to je čisto odkrito. In tega nimamo. Hrvati pa, so kljub temu, ta meščanski razred se je v neke mere obdržal. Kljub vsemu. In to je, danes vidimo razliko. Kako funkcionira hrvaški narod, pa zdaj ne dajem na piedestal, tudi imajo svoje neumnosti. Imajo tudi svojo levico. Tudi nedvomno imamo vsi. Pa tudi desnico. Tudi desnico. Tako, ampak kljub temu imajo pa nek sedlete. Verena je hodila, doktorat delala tudi na Zagrebški univerzi in sama pravi se bo povedala. Bistvena razlika v odnosu, kvaliteti in nasploh njihova univerza ali pa naša. In tukaj se že oblikujejo tudi rodovi, ki prihajajo, se pravi intelektualci, če hočete, moč naroda in tako naprej. Ja, tukaj moram res reči, jaz sem lahko to doživela, lahko primerjam, ne moramo čisto posplošiti, ampak lahko pa rečemo, da je neko drugo okolje, ki je bolj odprto, ki je bolj kritično. Seveda s tem se ne izmaknemo, ko sem rekla in tudi svojo desnico, jaz nič ne podpiram in res se moramo pravzaprav tukaj zavedati, da ta nacionalizem najslabše vrste, je bil rak rana in je še rak rana v Evropi, in da se mu je treba izogniti. Jaz nisem navdušena nad temi črnimi majčkami, nad tem, kajti to je politično zlorabljeno. Je pa res, da ko smo povabili na Ptuj in smo našo UNESCO-vo dediščino, kurentovanja izboljšali v navednicah s ceco, se ni oglasil nobeden od naših časopisov in ni nihče napisal, kakšna sramota in verjetno je bil tam tudi kakšen politik. Jaz imam itak naprej odpor do takih velikih dogodkov, bom rekla, sigurno so tukaj tudi čeri, na katerih tudi Hrvatje nasedajo, ki jih je pa težko razumeti, če ne poomenimo tega, kar je bilo. Spopad na meji, kjer se je izoblikovala njihova nacionalna identiteta, ki jo nikoli niso zapustili. Hrvatov je pač bilo vendarle preveliko. In Slovenci, pa seveda ne samo, da je bilo pobitih, pa da so se odselili, to je bil tisti narodno zavedni, patriotski, bi rekel, Boris Pahor. Patriotizem je nekaj drugega, ni nacionalizem najslabše vrste, ki gre pravzaprav čez vse meje in ki vemo, da obrodi, nacionalizem, vemo, nacionalsocializem, vemo, o čem govorimo. Rekli, ne, še nekaj, tudi tisto, kar je ostalo pri nas, to je bila tista molčeča večina, to je bilo tisto, prestrašena. Ja, pa se tudi niso smeli, ampak danes pa vendarle smo pozvani, da povemo tisto, kar mislimo. Danes, če nikdar prej, pa je ta čas. In tukaj bi tudi mogoče rekla, morbit smo spet v vlogi žrtve, ko rečemo, jaz ne morem nič, kaj pa boš proti temu? Pozvani smo, poklicani smo, da povemo svoje mnenje, da kritično razmišljamo, tudi če je rode, tudi o Thompsonu, odkrito reči, tako in tako mislim jaz, tako in tako se mi zdi, da bi bilo prav. In potem bi bilo več kot eno mnenje, črno in belo. Ja, in tudi, to nam tudi Slovencem manjka, ne govorijo samo o teh črnih srajcah in pa ustaških pozdravih. Kaj pa druga Kar je stran? narobe. Seveda je narobe, daleč od tega, da bi to podpiral. A na drugi strani govorimo o domoljubju. Govorimo o krščanstvu, se pravi o katolištvu, o veri in tako naprej, kot za vero in za narod in tako. To pa, tega pa nisem zasledil, niti v enem časopisu, niti v enem komentarju. Dejansko, da je to, nam pa Slovencom manjka ta patriotizem, ki ga pa oni gojijo. Pristen patriotizem, pustimo zdaj izkoriščanje za svoje politične in ne vem kakšne cilje. Tega pa Slovenci nimamo. In to je tragika. In Pahor, kot je Verena že prej omenila, je to opozarjal nas. In mi seveda, vidite, kako se odpovedujemo pravzaprav svoji lastni slovenski identiteti.
To je stvar komunizma, ne? Ki prihaja čez velika vrata, ne? In komunizem kaj je? Vse to se dogaja. Borba proti družini, se pravi očeta umakniti, kar se je zgodilo, sam še ta feminizem histeričen, ki se dogaja, borba proti lastnini, ne? Jih je treba z bajoneti sterati v morje, in borba proti veri. To je manifest komunizma, ki se zdaj v postmodernem času tudi seveda kaže samo z drugimi sredstvi. Zliva z neoliberalizmom, z kapitalom. Pravzaprav ne veš več, o čem govorimo. Levica ni več levica, ampak je pravzaprav na neki drugi. Ampak pustimo to. Rekla, treba je opozoriti na nekaj drugega, ne? Da dejansko po naših šolah, po naših kulturnih inštitucijah se namenoma in namerno že zelo, zelo dolgo duši zdravi patriotizem in identiteto. Zakaj? Zato, ker je bila seveda v marksističnih družbah, komunističnih družbah nacionalna identiteta puščena samo največjim, to je za Ruse in za Srbe, odnos do Ukrajine, odnos do Hrvaške, če hočete, ali pa ostale Jugoslavije, ali pa do Kosova, kar nikoli ne rečemo, ne? In tukaj seveda vsem ostalim je bilo prepuščeno internacionalizem, kar je postala naša glavna preokupacija. Vse je usmerjeno v to smer, vsa poučevanja, vse teorije, ki služijo točno temu, ne? Rekla, točno temu, ne? In zdaj, ko so se mediji pravzaprav spremenili, ne, v ideologiji mašinen, kot se temu reče po nemško, ne, po Lehmannu, ne. Ali propagandni stroj. Tako, ampak ne samo mediji, pravzaprav tudi znanost in tudi umetnost. Da smo pa tam, kjer smo. Lejte, in tudi Slovenci kot takšni, ne, smo že o žrtvah govorimo, ne? Ja. Narod, ki se čuti kot žrtev, generalno gleda na to enostavno, ne? Takšno ideologijo mu nekako jo posrka. Tako. In smo žrtve zopet, ne? In dejansko lahko potem znam počenjajo, ker hočemo, ker nimamo hrbtenice. To je bistvo, ne, da je Slovencov, ne, da in pravzaprav na eni strani ta masa, ki je pravzaprav vseeno, ne, ker niti ne razume stvari, na drugi strani nimamo tega dovolj široke kritične mase, in se pravi intelektualcev in pa elite, kot lahko temu rečemo, ne. In potem seveda lahko ribarijo v kalnem, tako kot se dela, in za nos vlečejo, naprimer levica, ki dirigira vse z neumnost, mislim, z neko ideologijo, ki je jasno se skazala, da je napačna, da je proti... Propadla celo. In jo zopet oživljamo. In to z velikim navdušenjem, ne. Katastrofa, ne. Ja, ker v bistvu, da se moramo tukaj vprašati, ne? Govorimo o žrtvi, ne? Ampak tudi o dobrobiti. Kaj pa je dobrobit? Ta dobrobit je pravzaprav intelektualna lenoba in neodgovornost posameznika, ne? Za katero smo, kot sem rekla na začetku, kot kristjani, poklicani, da se potrudimo maksimalno, a ne? Ni, da dejansko tukaj iz sebe nekaj naredimo, zdaj, ko pravimo, ja, nimamo elite, že spet smo žrtev, ne? Revčki, nas je tako malo. Ne, že peščica, vsi vemo, ne? Svetloba, ko posije v temo, se tema umakne. Jo ne sprejme, to je dejstvo, ampak se ji pa umakne, ne? Rekle, in smo poklicani, da smo sol. Ne? Koliko res tega odgovorno in zrelo uresničujemo. Čisto vsak. Ne reči, ja, jaz sem pa to, pa ne razumem. Najdi pot, da boš razumel, potrudi se, ne? Zato so nam dani pravzaprav možgani. Ne? Ko gledamo pravzaprav današnja, oprostite, politiko, človek, včasih smo rekli, da imajo po en sam možgan, zdaj se bojim, da imajo samo pol in da to pleše in se išče noter v tisti votlini, ne. Imamo cele možgane, ki jih moramo izkoristiti, so nam dali v odgovorno upravljanje. Tudi kristjanov je bilo na začetku samo peščica, pa so prekvasili cel svet, ne? Tako da verjetno je žrtev vsakega, ki bi se potrudil prebrati ali v politiki zasledovati, ne vem, kdo manj laže, pa bo za tistega na naslednjih volitvah, recimo. In že to bi bilo lažje, če se izognemo pravzaprav vsem novicam, informacijam in si ustvarimo na podlagi nečesa, kar je trajnega in 2000 let med nami, pravzaprav
obrusimo svoj način razmišljanja in nam bo pokazalo luč in pot. Spremljate oddajo Za življenje, zakonca Perko, Verena in Andrej sta gosta oddaje, govorimo o neminovnih dobrobiti žrtev. To se mi zdi tako posrečen izraz, ampak zadaj je pa tema, ki je pravzaprav zelo pereča, ker je zelo težko prestopiti, čez sebe in si reči, zdaj bom pa nekaj dejansko naredil, da ne bom več žrtev. Andrej, ali vi mislite, da obstajajo psihološki profili, ki tega ne zmorejo? Ja, glejte, če bi na to pristajal, da človek ne zmore, potem si žrtev okoliščin samo in dejansko človek pa je svobodno bitje, Temu ne moramo zanikati, Tudi človeka, ki je žrtev, če ga vprašaš, si svoboden, lahko ti odločaš, več ali manj vsak pravi ja, Čeprav ne, ker v zadju ga, se pravi, te vzorci ga nekako vodijo v življenje in naslednja žrtev tudi takrat, veste, ki jim dobrobit, ki jim odgovarja, takrat so žrtve, takrat, ki ne, pa pokažejo roge in tako naprej, veste, tako da se kar zakadi. Tako da ne bi o tem, da so vedno da je to samo žrtev kot takšna, ampak takrat, ko imajo lastne koristi, veste, takrat niso več žrtve. Takrat, ki jim odgovarja. Takrat so ljudje žrtve, ker imajo neko dobrobit, kot so govorili o tem, da se smilijo, da ne vem kaj, da ni treba nekaj napraviti, da ni treba nekaj prestopiti. Tako da, veste, človek kot svobodno bitje, da vedno lahko v vsakem trenutku se odloča, kaj bo napravil. Gre za to nezrelost o tem, da to odgovornost niso pripravljeni sprejeti na svoje rame, kot smo v začetku oddaje začeli govoriti. In tukaj je, če nisem odgovoren, potem sem pač žrtev okoliščin. Če pa sprejmeš to odgovornost v svoje rame, potem nisi več žrtev. Potem si pa ti soaktiven v tem, kako kreiraš sebe, svoj odnos do vsega tega, do sveta, do krivic, do ne vem česa in se odločaš lahko drugače. Temu Frankl govori, vsi imamo svobodno voljo in takrat si dejansko neodvisen od vseh razmer, v katerih si živel. Se pravi, takrat sem popolnoma sam na svetu. To je svoboda po Franklovo. In takrat, ko se odločam, je vsa zasluga in vsa krivda za moja dejanja samo na meni. Ne moram se na starše zgovarjati, ne moram se na družbo zgovarjati, ampak ko se jaz aktivno odločam za neko odločitev, ki me čaka, je samo ta moja naloga, da in vsa krivda in vsa zasluga za to, ali sem se dobro in smiselno odločil. Ja. Ne moram kazati s prstom na druge. Verena, ženske smo tako narejene, da sem pa tja rabimo kakšno prijateljevanje, zato da malo ali veliko pojamramo. Pa me zanima, ali vi, ko pride kdo k vam po nasvet ali ko pove, kakšne težave ima, svetujete v tej smeri, kot je zdaj Andrej govoril, si svobodna, naredi ta in ta korak in bo bolje. In potem, če ta dotična oseba, ne vem, 2-krat, 3-krat ne posluša, kako potem? Prav enostavno. Večine enkoli več ni. Že v druge. Že v druge. Ker se zjezijo name in ko rečejo, tudi ta oddaja je nastala pravzaprav na ta način, ker se mi je razkrilo, da ljudje niso, ženske največkrat, pripravljene razmišljati o tem, da imajo dobrobit kot žrtve. Kakšne neki, kaj si pa ti sploh predstavljaš, a ti sploh veš, kako jaz trpim. Potem pa trpi naprej, se nimaš kaj drugega. Mogoče se življenje nas vedno znova postavi v isto situacijo, še slabšo, zato da bi sprevidli pravzaprav svoje zmote. No, nekateri pa redki, pa se o tem pogovarjamo in potem seveda se zgodi nekaj, kar je še bolj neprijetno, da vidim tudi svojo vlogo. Marija sveta, tisti je pa čist nekaj drugega. Ko ti pokažejo. Pa pravzaprav bom rekla še tako, da če se odkrito pogovarjaš s svojimi otrocmi, ti bojo reflektirali, kar je pa še bolj trdo, nepravično v navednicah, in seveda se skušamo starši ubraniti tukaj, za višjo pozicijo, z modrostjo, pa Bog ved, če jo res kaj imamo, včasih gleda, da ne, ampak
je v redu, jaz razumem, da odreagiraš tisti hip, ker pač taki smo, ne, se branimo, to je naša obramba. To, ne, Andrej ve več o tem, ampak prav pa je, ne, tukaj je eno pravilo, da vsemu temu na samem razmišljam. Ne? Tudi, kako je že tisto Marija, ne, ki je videla, ne, ali pa ki je slišala, kaj je Jezus še mejhan odgovoril, ne, je v sebi premišljevala, v srcu premišljevala te besede. Rej pustimo, da odzvanjajo in da nam odgovori pravzaprav, da pridemo do tistih globin, kjer se skriva naš pravi jaz, ne? Tisti, ki je zlit pravzaprav s tistim stvarstvom, z Jezusom na koncu, ne? Ki nam bo omogočil, ki nam bo dal, ne? Ko vprašate, ali je mogoče to preživeti, ne? Marsikdo se sprašuje, vsi v neki fazi v življenju, ne? Ampak tle bi pa citirala Aleša Kunaverja, čudovitega Aleša Kunaverja, večkrat bi ga mogli. On je rekel tako preprosto, ki je šel gor te hribe, ne? Nepredstavljivo za večino od nas. On je čisto preprosto rekel, žival umre takrat, ko ne pač umre, a ne? Človek takrat, ko se odloči. To je stvar naše odločitve. In duh je mnogo močnejši, ne? Ki nas lahko tudi vodi, če bomo dali mu to priložnost. Doktor Andrej Perko, zdaj govorimo o teh vlogah žrtve, a ne, in na neki način smo tisti, ki razmišljamo podobno in smo verni ljudje v tej sekularizirani družbi. Lahko rečemo, da hočemo ali nočemo sprejeti te vloge, ampak na neki način, glede na to, kakšna trobila so ti glavni mediji, smo žrtve, smo prezrti. Na poročilih, ne slišimo, da imamo Božič, slišimo za muslimanske praznike, kot da so nekaj najbolj običajnega, tukaj je 70% krščanskega prebivalstva. Kako prebiti to neko mejo, da bi se počutili ne kot žrtve, ampak kot neki soustvarjalci, da bi postali morda bolj aktivni, da bi prevzeli, morda tudi kakšen nov medij? Ja, marsikakšne možnosti imamo, ne. Pa gre tukaj za neko odločitev, da pravzaprav govorimo o teh stvarih, da nas ni strah, ne. Dejansko smo potisnjeni in kristjani tako naprej na obrobje, nas potiskajo. Ampak smo tudi sami krivi si, delno zaradi tega, ker pač prevzamemo vlogo žrtve in to nam smo revčki, imamo dobrobit od tega. Tukaj je treba nek pogum tudi, ne, da človek priča o tem, da sem veren, da živi to življenje pristno. To je tisto, kar lahko dajemo naprej. Veste. Sam problem je v tem, da tudi kakorkoli, da je veliko hinavščine tudi v cerkvi, da je med ljudmi in tudi duhovščini v nekem smislu. In tukaj je tisto, kar imajo potem, veste, dostikrat, ko slišiš očitke, da človek nimaš obrambe proti temu, ker pač nas soočajo z temi škandali tudi, ne? Škandali in tako naprej. In tukaj je hudo, težko potem se postaviti, ampak to je vedno tako bilo in bo. Ampak svojim življenjem pa lahko pričamo svojo pristnostjo, krščanskim življenjem, to, da smo kristjani, da je to neka vrednota in tako naprej. Jaz v svoji terapevtski skupnosti je ogromno ljudi, veste, pa so da te isto, to sem že govoril, do gnostikov, do, celo guruje vsega vraga, in mnogo kristjanov. In tukaj jaz sem veren človek in to tudi vedo. In s patrom Šinkovcem, ko sodelujejo veliko, in te ljudje, veste, pa je to družba v malem, niso popolnoma nič nestrpni eden do drugega. In sprejemajo to različnost, to, da je nekdo veren, da ni veren in tako naprej. In če kdo govori o svoji veri, nikoli ni bil na križ zaradi tega pribit, oziroma se niso zgražali zaradi tega in tako naprej. Morda kakšen sem pa tja, mu to ne odgovarja, ampak kasneje, ko doume, zakaj gre, se pravi, da to življenje, pristno življenje je tisto, odgovorno življenje je tisto, ki zmanjšuje te nestrpnosti
tudi v širši družbi lahko. In to smo mi s svojim življenjem lahko pričamo. In sicer vse lete, kot je ta Del Solova napisala knjigo Konec krščanske civilizacije. Ampak v tem kontekstu krščanstvo ne bo propadlo. Ampak ta oblika, ki je zdaj počasi izginila, ker je vedno manj duhovnikov, vedno manj vernih, se pravi katoličanov, če hočete, čeprav je na drugi strani tudi porast tega. In tudi moram reči, da zdaj, če kot samo opažam, te mladi ljudje, ki so verni, imajo močnejšo vero, kot smo imeli mi. Nekaj neverjetnega. Kako res pristno verujejo in teh nik tako malo. To je tista živijo to življenje. In te mnogo mladih je tudi pri meni in jaz se prav čudim, kako so res pristno povezani z Bogom. Tako da je te upanje vedno staje, tudi da Sola pravi, na nek drug način, da bo to krščanstvo živelo naprej. In tukaj smo na neki preokretnici, neki meji, ki se zdaj menja nekaj stvari. Verena? Ja, preokretnica se mora zgoditi najprej v nas. Ja, to je seveda. Ampak tle bi rekla, kar se medijev tiče, ni čisto tako, kot jamramo, nimamo nič. A si predstavljamo, da je mi trije tukaj, recimo, da bi bili brez radia Ognjišče. Spremenilo je Ognjišče medijsko pokrajino, družina, koliko časa že. In tako naprej, da nam zdaj vseh naštevala, kar sem mi niti rekla, ampak vendarle, vsak izmed nas, če bi bil naročnik neke stvari, ali pa se recimo, kaj pa vem, sposojal, od svoje knjižnice zahteval, da ima tam, ker imamo pravico, se na vse zadnje je to za javni denar, govoril o temu, ali pa še neka druga možnost je, ko je Božič, lahko pošljemo čestitke čisto vsem, vključno za politiki, vključno z karticami, voščilnicami, internetom, pošljite vsem. Ne izogibaj vesele praznike, kakšne praznike, kurje praznike, petelinje praznike, ne vem kakšne imamo vse, dan zemlje, za Božič imamo pa za veliko noč vesele praznike, kakšne? Pa še to preziramo, je prezrto, hočem reči, Pravi, mnogo stvari lahko na domiselen način enostavno rešimo, poskrbimo, da tudi nevernim voščimo z nasmehom na rokah. Lejte, moja sodelavka iz Bosne je zelo lušna gospa. Ona pride enkrat tam različne termine in prinese za vse sladice in pravimo, oj, kaj pa je, kaj pa praznuješ? Pa Bajram se je končal, In nam vsem pritese, nobenemu ni padla v tistem trenutku, da, kaj že prineseno, to sladico krasno bosansko, baklava, nobenemu ni padla z ust. Dajmo neke stvari razdeliti z drugimi, to je tisto, Za praznike, tudi jaz ne naredim, se opravičujem, ker se mi zdi, to je naše, že spet, to je tisto, Ampak zdaj, mogoče pa bom naslednjič, Pa dajmo, prinesmo malo tiste šunke, pa ponudimo, Pa dobro, pirhov čez en teden pa vsi ponujamo, ne vemo zakaj, Ampak rekla, tisti hip, tisto veselje, tisto srčno veselje, da podelimo z drugimi, Ja. V tem pogovoru se mi zdi, da sta več kot dobro pokazala, kakšna je pot iz vloge žrtve. Na koncu smo se še malo posladkali, čeprav samo z besedami. Se vama lepo zahvaljujem za to. Se mi zdi, da je to tema, o kateri moramo še govoriti in predvsem v svojem lastnem življenju uresničevati to, da smo pokončni, da imamo hrbtenico, da znamo navesti razloge svojega upanja, kot piše v Svetem pismu. Hvala vama za vse in vse dobro vama želim. Hvala lepa za povabilo. Za življenje. Za življenje.